si mi rože, ki divje cvetijo. Odpelji me v goro, kjer škrati živijo. Pokaži mi zvezdo z mojim imenom. Zloži mi pesem s pisanim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod oknom pripelji cigane. Povej mi o sanjah, četudi so grešne, zaupaj mi želje, četudi so smešne. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi. Ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne bodi pobudci. Sreča ni nekaj, kar pride naproti. Poljubi me nežno, ko drugi hitijo. Povabi me v mesto, ko drugi že spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki me še repenijo. Postaje in vlaki, napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi. Ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne bodi pobudci. Sreča ni nekaj, kar pride naproti. Sreča ni nekaj, kar pride naproti. Pravkar je izvenela pesem Ferija Lainščka Ne bodi kot drugi v interpretaciji glasbenice Ditke. S pesmijo, ki nagovarja našo izvirnost, začenjamo praznovanje Zlatih hrušk. To je namreč praznik najboljšega, kar so avtorji in založniki v enem letu ustvarili za beročo mladino. Naj bo praznik podpora branju, ki nam pomaga razumeti in kritično presojati naš svet in stvari, ki se nam dogajajo. Dobre knjige to zmorejo in teh ni malo. Sprašujem se, kaj je tisto pomembno, zaradi česar ločujemo knjige za mladino od knjig za odrasle. Bolj kot tehtam eno in drugo, manj je razlik, če odmislim tiste najbolj preproste, pa še take najdeš na obeh straneh. Nekaj pa pri tem tehtanju vendarle izstopa in morda je ravno to glavni smoter ločevanja. Odrasli si s knjigami za mladino ustvarjamo najboljšo zbirko odgovorov za vprašanja, ki nam jih zastavljajo otroci in mladina, saj na mnoga njihova vprašanja najbolj natančno odgovarjajo samo zgodbe. No, o tem in še o marsičem bomo na tem odru še govorili, jaz pa naj za začetek izrečem dobrodošlico vsem prisotnim, avtorjem, založnikom, knjižničarjem, vsem, ki se tako ali drugače trudite za dobro knjigo. Ker na Mladih knjiga stoji, še posebej toplo pozdravljamo učence osnovne šole Poljane, ki jih je pripeljala mentorica Tatjana Rupnik-Hladnik. Živjo! Si osnovna šola, pa si prvi poimensko omenjene poslavi. To je tudi. Med nami pa so tudi predstavniki Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in njihov predsednik Mladen Veršič. Zato našo prireditev spremlja tolmačka znakovnega jezika. Letošnji praznik Zlatih hrušk so pripravili Mestna knjižnica Ljubljana,
Ob podpori mestne občine Ljubljana, Cankarjevega doma in upravnega odbora 35. slovenskega knjižnega sejma. Posebna zahvala gre Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, ki dogodek sofinancira v okviru projekta Bralna kultura. Prireditev pa bo, tako kot je to že tradicionalno, snemana in si jo boste kasneje lahko ogledali na spletni strani knjižnice, to je www.mklj.si. Tako da sem malo počas, če si je kdo zapisal slučajno. Toliko o tem uvodu, o prvem potipu vodne gladine s prsti, kaj vse nas danes še čaka v tem večernem dopoldnevu. Zdaj pa bi kar k prvem nagovoru povabil magistrico Tejo Zorko, direktorice Mestne knjižnice Ljubljana, ki jo pozdravimo s toplim aplavzom. Spoštovani gostje, cenjeni nagrajenci in dragi obiskovalci. Kaj lahko v časih, ki so za založništvo zaostreni, ko bralne navade usihajo, na leto skoraj polovica Slovencev ne prebere niti ene same knjige, in ko tudi najmlajšim bere le še tretjina staršev, ukrenemo ustanove, ki se ukvarjamo z bralno kulturo in smo del iste knjižne verige. Brez branja namreč ni založništva. Če bi ljudje prenehali brati knjige, potem bi jih tudi izdajati, tržiti in izposojati ne imelo nobenega smisla. In založbe, knjigarne in knjižnice bi izginile. Opozarjajo organizatorji Založniške akademije z naslovom Predstavitev raziskave o bralni kulturi v Sloveniji, ki ravnokar poteka na Založniški akademiji tu v Cankarjevem domu. Raziskave analize, predstavljene tudi v knjigi Bralec in branje, knjiga in bralec 6, UMCO 2019, na zgovoren način opišajo stanje bralne klime na Slovenskem. V primerjavi z letom 2014 se obračajo navzdol skoraj v vseh njenih segmentih. Kar se nebralcev tiče, smo natančno tam, kjer smo bili leta 1979. Skratka, pred 50 leti. Nebralcev je namreč 49%. To so podatki, nad katerimi se lahko zamislimo tako posamezniki, kakor družba kot celota. Kaj in kako lahko mladinski knjižničarji prispevajo k spremljanju takšne bralne klime? Avtorji omenjene raziskave, knjiga in bralec, razmišljajo, da stanja ne bodo spremenili ne založniki, ne avtorji ali knjižničarji posamično, ampak zgolj premišljen družbeni konsenz na podlagi vprašanja. Ali kot družba bralne navade sploh želimo ohraniti kot vrednoto? Mestna knjižnica Ljubljana v celoti in posebej naša pionirska na to odgovarja z odločnim da. V primerjavi z odraslimi so otroci kar dobri bralci. Z njihovim branjem se ukvarjajo vrtci, šole, splošne in šolske knjižnice, različne ustanove, ki razvijajo bralno kulturo in bralno pismenost. Raziskava Slovenska mladina 2018/2019, v kateri so zajeti mladi od 14. do 19. leta, ugotavlja, da je mladih in mladih odraslih, ki pogosto berejo 25%. Tistih, ki berejo občasno, 55%. In tistih, ki ne berejo, samo 23%. Kako podaljšati vsaj takšno bralno stanje v odraslost? Bi morali kakovostne knjige za otroke in mladino približati tudi staršem. V teh dneh mineva natanko 10 let, odkar smo začeli poglobljeno vrednotiti mladinske knjige in podeljevati znake in priznanja Zlata hruška s posebej izdelano celostno podobo ter po Sloveniji razširjati glas o kakovostnih mladinskih knjigah. Medtem ko priročniki za branje kakovostnih mladinskih knjig, iz katerih vrednotenje izhaja, ves čas nagovarjajo strokovnjake z področja mladinskega knjižničarstva, mladinske književnosti in z področja knjižnega založništva, pa bralce različnih starosti, naše somišljenike in prijatelje dobrega branja, že 10. leto vabimo na prireditev Praznik zlatih hrušk, ki je v zadnjem času že trdno zasidrana v programu Slovenskega knjižnega sejma.
Praznik je spodbuda slovenskim knjižnim založnikom, ki se ukvarjajo s knjigo za otroke in mlade, za njihovo kakovostno delo in hkrati za pogumno vztrajanje pri zasledovanju najvišjih založniških kriterijev. Leta 2010, ko smo začeli podeljevati priznanja Zlata hruška, je bilo razmerje v vrednotenju kakovosti knjig za mladino 36% dobrih in torej 64% tistih manj dobrih. 10 let pozneje pa je slika obrnjena, saj je 64% dobrih. Delež Zlatih hrušk, ki je med ovrednotenimi knjigami iz leta 2009 dosegel 2,9%, pa je v letu 2019 narastel na 10,8%. Pa tudi, če pustimo številke ob strani, si drznemo reči, da je MKL oziroma naša pionirska s svojim vrednotenjem kakovosti v vseh teh letih vendarle vplivala na knjige za otroke in mladino ter na njihovo kakovost v vseh njenih segmentih. Praznik Zlatih hrušk je spodbuda in priznanje za najboljša dela naših založnikov, ki so vredna vse pozornosti, zlasti za nekomercialne mladinske knjige, ki imajo pomemben kulturni potencial. Praznik je tudi naša zahvala, saj je za nas vsaka kakovostna knjiga pomemben dogodek, praznik, še posebno, če gre za slovensko mladinsko knjigo. Na tej točki in v danih založniških razmerah je pred nami razmislek, s kakšnimi oblikami dela naj se z zlatimi hruškami poleg bralnih posrednikov še bolj neposredno nagovori mlade bralce in kako naj s svojo razpoložljivo energijo, in te energije ni malo, to je včasih kar cela elektrarna, ki jo napajajo naša Darja, Ida, Vojko, Kristina, Katja, Tone in drugi, s to svojo energijo še bolj usmeri v promocijo odličnosti ter se z zlatimi hruškami čim bolj približa terenu. V letu 2020, ki smo ga poimenovali kar leto zlatih hrušk, v duhu vsega prej povedanega načrtujemo promocijo zlatih hrušk za bralni teren z naslovom Ugriznimo v zlate hruške. Ob jubilejni 10. podelitvi priznanj Zlata hruška vam želim pehar odličnega branja našim založnikom, knjižničarjem in pedagogom pa, da bi jim njihov zlati sij pomagal na poti do kupcev in do bralcev. Hvala lepa. Ob tem toplem pozdravu gospe direktorice Teja Zorko pa kličem na oder posebno gostjo, gospo magistrico Tilko Jamnik, dolgoletno tesno sodelavko pionirske in predsednico slovenske sekcije IBI. Pred kratkim je prejela Marian Manning Special Service Award, nagrado, ki jo podeljuje Mednarodna zveza za pismenost ILA za vseživljenjsko delo, predanost ter izjemne dosežke na področju pismenosti. Praznik Zlatih hrušk je najlepša priložnost, da ti, draga Tilka, za to nagrado tudi mi vsi skupaj čestitamo. Hvala še enkrat vsem za čestitke, hvala za kandidaturo k tej nagradi. Kandidaturo so namreč vložili ravno Pionirska MKL in Bralna značka in Bralno društvo Slovenije. Ampak jaz več čas ponavljam, da moja uspešnost je odvisna pravzaprav od vsega sodelovanja z vami, strokovnimi sodelavci na terenu in ne nazadnje z bralci. Ko pa sem si že vzela besedo, iskreno čestitam vsem ustvarjalcem mladinske književnosti za Zlate hruške. Namreč ta kakovostna literatura, to je tisto, kar hrani mojo lakoto po besedah in evo, to je tudi tisto, kar dajem terenu zaradi svoje odvisnosti oziroma navdušenega branja. Hvala lepa.
iskrene čestitke. Zdaj pa vabim na oder doktorja Petra Svetino, pisatelja, prejemnika kar lepega števila zlatih hrušk in soavtorja poslanice IBI 2020, da nam reče kakšno kratko in slavnostno. Dobar dan. Doma sem rekel, da bom danes na kratko govoril o čaju in o pionirski knjižnici, pa mi je Barbara, žena, rekla, da naj jasno povezavo med tem dvojem naredim, da ne bom preveč zagoneten. Tako da bom začel s čajem. Maja letos sem šel v Peking, sem imel priložnost tja na brat otrokom in ker sem bil na Kitajskem, sem rekel, da bom kupil nekaj čaja. Sem šel v mene prodajalne, kjer je ena zelo lepa taka gospa mi pomahala. Naslednji dan sem se vrnil v tisto prodajalno čaja z enim kolegom Avstrijcem z Dunaja in sva hotela pač kupiti nekaj čaja. Stopaš v trgovino in rečeš, malo jasminovega čaja, prosim, in odideš. Je rekla gospa, da njen sin, ki zna angleško, da pride malo kasneje, da ga bo poklicala. Potem sem videl malo po trgovini, sem in tja hodila. Ona je pa vzela skodelice, vzela je eno tako malo večjo posodo, v katero dala čaj, eno drugo posodo, vročo vodo in potem je povabila za misco. In je nalila vodo v to posodo s čajem, pa je prelila v tisto posodo drugo, iz tiste posode potem všajne te majhne take skodelice, najprej je oplaknila, potem je nalila čaj, nama je postregla, najprej en čaj, pa drug čaj, pa tretji čaj, potem je prišel sin, pa še on skuhal en čaj, pa še en čaj, pa še en čaj, pa še en čaj. So bile 2 uri tam. Med vsemi temi čaji, ki sva jih pa pila, je bil tudi en čaj, ki mu rečejo Kitajci, pa mi potem tudi z njimi, pu'er čaj. Za ta čaj je značilno, da je pravzaprav to prav čaj, ker ga obirajo z teh stoletnih ali pa tisočletnih dreves z juga Kitajske, iz Junana, odkjer čaj izvira. In lastnost tega čaja je, da ko ga prelivate, se pravi, ga ne kuhajo tako kot mi, da daš čaj v vodo, potem ga pa zliješ, natočeš v žalco. To isti čaj prelivajo 5-krat, 10-krat, po 20 sekund pusti in ga nalije. Se pravi, ta pu'er čaj ima to lastnost, da je zmeraj v vsaki skodelici okus drugačen. Zato, ker se te suhi, stari listi počasi odpirajo in se okus spreminja. To je ena lastnost. Druga lastnost je pa, da je to pravzaprav edini čaj, ki se ne pokvari, če se stara, ampak to okus pravzaprav ohrani, če ne ga celo izboljša. Ko se zmedi, in to res po desetletjih, recimo, je okus še bolj sladek. In to je pravzaprav značilnost tega čaja. To je po čaju. Zdaj pa v pionirski knjižnici, ki je zdaj že dolg časa pionirska center za mladinsko književnost in mladinsko knjižničarstvo pri mestni knjižnici Ljubljana. Ko sem bil jaz, sem imel priložnost tam biti v službi 1 leto in pol, je bila to še pionirska knjižnica, seveda v okviru mestne knjižnice Ljubljana. Ko sem bil tam, sem uspel spoznati ljudi, ki so tam zaposleni. Je vsak svet zase. Res, prej je direktorica naštevala po imenih. Res je vsak svet zase. Ampak par stvari imajo pa skupnih. Ena stvar, ki jim je skupna, je izjemna razgledanost po literaturi. Druga stvar, ki jim je skupna, je eno, bi rekel, zelo široko in globoko premišljevanje v tej literaturi. In tretja stvar je poštenost, s katero sprejemajo odločitve in premišljujejo v tej literaturi. Zdaj, z vsem tem so pred 10 leti začeli, tako bi rekel, zelo sistematično vrednotiti mladinsko literaturo, produkcijo knjižno. To se ni prvič zgodilo v pionirski, to je bilo že pred leti, ko je Marjana Kobeše tam bila, pa je Otrok in knjiga, take anotacije objavil, sedanje v takih razsežnostih. No, pred 10 leti se je to začelo dogajati zelo sistematično s temi zlatimi hruškami in z priznanji zlata hruška. Zdaj pa, kje je tista povezava, na katero mi je Barbara naročila, da jo moram speljati, med pu'er čajem in zlatimi hruškami. Torej, jaz sem prepričan, kolikor te ljudi poznam, da zbirajo take knjige, ki tako kot pu'er čaj, ki ga pijete večkrat in spreminja okus,
okus je zmeraj drugačen, da tudi te knjige ob večkratnem branju spreminjajo okus. Se pravi, da so sposobne prenesti večkratno branje. To je pa bistvena značilnost dobre knjige. Druga lastnost je pa, da sem prepričan, da te knjige, ki jih zbirajo, to se bo pa izkazalo šele verjetno čez par desetletij, to boste vi iz osnovne šole lahko potem potrdili, ko mi mogoče več ne bomo mogli, da so te knjige take vrste, da tako kot ta puer čaj z leti ne zgubljajo okusa. Da po teh desetletjih, da bojo še enako okus imele, kot ga imajo zdaj, ali pa bo okus mogoče še celo boljši. Tako, zdaj ta kratek govor je pri kraju. Samo še zaključim. Vse najboljše za 10. rojstni dan, pa želim eno nestresno, nekonfliktno in prijazno najstništvo. Najlepša hvala za to okusno skodelico čaja, čeprav še ni 5 popoldne. Zdaj pa vabim na oder Damjana Stepančiča, ilustratorja, prejemnika kar lepega števila zlatih hrušk in glej no glej, kdo bi si mislil, so avtorja poslanice IBI 2020, da nam reče kakšno kratko in slikovito. Damjan, izvoli. Hvala. Jaz sem si pa pripravil Aplon Ceres. Pred 10 leti, ko me je poklicala Darja iz Pionirske knjižnice in prosila, da bi izdelal plakat, priznanje, logo in nalepko za zlate hruške, si nisem predstavljal pravzaprav, da se bo iz prvotne ideje, prvotne zamisli razvila taka, ne samo prireditev, ampak tak, bi rekel, praznik knjige, praznik dobrih knjig. To se mi zdi neverjetno in vam zato čestitam. Nekaj bi reč je omenil, namreč sadiko posadimo in se drevo razvija in raste. Pri hruškah imam pa občutek, da je že od prvega leta naprej, pri tej zlatih hruški, občutek je že od prvega leta naprej ta hruška z močnimi koreninami, močnim deblom in da tudi zelo plodovito obrodi. Zdaj, plodovi so pa vedno bolj zlati in vedno večji, kot je tudi rekla direktorica. Pri vseh teh, bi rekel danes po 9 letih, pri vseh teh raznih žirijah, moram pogledati, ker imam tele napisano, odborih in izborih, ki nam ponujajo stvari, ki jih pravzaprav niti ne rabimo, od nekih salam do avtomobilskih gum in tako naprej. Vse je stvar neke primerjave. Se mi zdi izjemno hvaležno in izjemno dragoceno, da imamo zlate hruške, ki pravzaprav ne želijo nas udariti po denarnicah in favorizirajo zadeve, ki niso kupljive. Favorizirajo duhovno širino, iščejo duhovno širino v knjigah, v izboru, miselno kondicijo, podpirajo miselno kondicijo in iščejo prepričljive zgodbe. To se mi zdi izjemno pomembno. Da nas te stvari delajo ljudi in ne samo in zgolj neke potrošnike. Koliko imam še časa, še nekaj časa, ampak bom kar nekaj zaključil. Jaz čestitam prvi desetletki hrušk in verjamem, da bo šlo s tem tempom in v temu še naprej.
čestitam tudi Tilki in pa dobitnikom Zlate hruške za dobre nosove, da vsi vemo, kaj pravzaprav je, da vsi še vemo, ker ni tako samoumevno, da vsi še vemo, kaj je dobro in kaj je kvalitetno. Ok, hvala. Najlepša hvala Damjanu. Mi pa bomo zdaj prisluhnili naslednji pesmi, ki jo bo zaigrala in zapela Ditka. Kar nekaj ljudi se je zvrstilo tukaj že na odru, srečevanja so potekala in tudi pesmi je naslov Srečanje, avtor seveda Feri Lainšček. En aplavz za Ditko, lepo prosim. Čez mesto, ki zdaj se prebuja, gre tisoč nevidnih poti. Usoda pa ve za krešpotja in mnoge neznane smeri. Še sveže so zjutraj novice, po ulici kruh zadiši. Stav dih ob se pesem začenja, najlepši si konec želi. Naj plujejo ladje po srečo, naj vlaki so polni želja, naj vodijo ceste do cilja in ena naj gre do srca. Svet upam, da prideš tod mimo in iskre zagledaš v očih. Ujameš trenutek ob kavi, na šipo narišeš nasmeh. Na trgu, ki hrani spomine, vse drugo uganka se zdi. Kdo čaka, kdo gre in kdo pride, kaj znova lahko se zgodi. Vedute so polne svetlobe, še sence imajo oči. Skoraki, ki nimajo časa, spet jutro prehitro beži. Naj plujejo ladje po srečo, naj vlaki so polni želja, naj vodijo ceste do cilja in ena naj gre do srca. Spet upam, da prideš tod mimo in iskre zagledaš v očih. Ujameš trenutek ob kavi, na šipo narišeš nasmeh. Plujejo ladje po srečo, naj vlaki so polni želja, naj vodijo ceste do cilja in ena naj gre do srca. Spet upam, da prideš tod mimo in iskre zagledaš v očih. Ujameš trenutek ob kavi, na šipo narišeš nasmeh. Hvala lepa. Najlepša hvala Ditki in ko smo ravno omenjali srečanja, zdaj bomo srečali ljudi, založbe, ki so si svojim založniškim delom v preteklem letu prislužili znak Zlata hruška. Na oder vabim magistrico Tejo Zorko, direktorico Mestne knjižnice Ljubljane in magistrico Darjo Lavrenčič-Vrabec, vodjo Pionirske centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, ki knjigam ta znak podeljuje. Vsaka založba, ki jo pokličemo, če ste tukaj seveda lepo povabljeni, da se nam pridružite na odru, kjer prejmete
zlato hruško, lično ekološko vrečko s plaketo, tako da svet ni en. Ne? Kadar se hočem prepričati, da svet ni en sam, stvar, ki je še nikoli v nobenem reklamnem sloganu nismo slišali. Tako da, dajmo zdaj, prosim, lepo vsi skupaj pozdraviti na odru predstavnike naslednjih založb hruškarjev. Beletrina Ljubljana. Cankarjeva založba Ljubljana. Prosim, če kar bar počakate, ko prejmete, ker bomo je potem še slikali. Ja, treba bo malo stati. To je problem, če si prvi po abecedi stojiš. Celjska Mohorjeva družba Celje. Didakta Radovljica. Grafit Izola. Grafitska Izola. Kud Sodobnost International Ljubljana. Malinc Medvode. To mi je všeč pri založbah, ta aliterativnost, kadar se odločijo za njo. Miš Dob pri Domžalah. Mladinska knjiga Ljubljana. Morfen plus Jezero. Sanje Ljubljana. Skrivnost Hoče. Ampak kaj hoče je skrivnost. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana. Učila International Tržič. Zala Hlepce. Zavod Vigevage knjige Prevalje. Ter Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije Ljubljana. Zdaj pa podprimo naše hruškaste založbe še z enim bučnim aplavzom, da jim damo spodbudo za prihodnje delo in seveda sledi skupinsko fotografiranje.
Hlebce, popravljam se, hlebce, evo. Tako da, ja, zdaj pa, če smo prej poslušali, da ne bodi kot drugi, zdaj Ditka poje Ne bodi, kar nisi. Ki ne mora, ki res ni mogoče, razum mi dopušča, srce pa ka noče, ka sploh ne utiša, se vem, da ne laže, ko se gre po svoje, spet pot mi pokaže, vsi hodijo v vrsti, jaz grem pa po svoje, brez veze, pa vendar lepo je, ujete so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Daj mi za norme, vsa ta pravila, ničesar ne rabi, želim si le krila. Letela bom zase, svobodna kot ptica, ne bo več dosegla, ne vaša resnica. Vsi nosijo maske, jaz nočem se skriti, verjamem še v sanje, želim le ljubiti. V svet je izložba, lešče se napisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Ne bodi, kar nisi. Ne bom, ker ne moram, ker res ni mogoče, srce pa ka noče, ne. Ka sploh ne utišam, saj vem, da ne laže, ko se gre po svoje, spet pot mi pokaže. Vsi hodijo v vrsti, jaz grem pa po svoje, brez veze, pa vendar lepo je. Ujete so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Ne bodi, kar nisi. Letela bom zase, svobodna kot ptica, ničesar ne rabim, ne. Vsi hodijo v vrsti, jaz grem pa po svoje, brez veze, pa vendar lepo je. Ujete so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Ne bodi, kar nisi. Mogoče bi za zaključni del temu negacijsko-eksistencialistične trilogije predlagal naslov Ne bodi se z mano. Idejca, poberem procente, če bo nastala. In zdaj je prišel trenutek, ko bomo podelili priznanja Zlata hruška založniškim vrhuncem leta 2018. In medtem, ko sem prebral ta stavek, ima Feri že celo pesem v glavi. Zato na oder vabim podeljevalce priznanj. Magistrico Tejo Zorko, direktorico Mestne knjižnice Ljubljana in magistrico Davjo Lavrenčič-Vrabec, vodjo Pionirske. Njima pa se bosta pridružila še predsednika strokovnih komisij, ki sta opravili končni izbor za priznanje Zlata hruška, gospod Tino Mahkota in doktorja Sama Krefta.
pa naj se nam pridružita še gospa Mojca Žnidaršič in gospa Helena Kraljič. Drevo sveta slovanske mitologije je bil velikanski hrast, ki je bil razdeljen na 3 območja. Na vrhu drevesa so živeli bogovi. Njihov poglavar, Perun, je pazil na vse pod sabo in pogosto prevzel obliko sokola ali orla. Sredi drevesa so bili ljudje, podzemlje pa je bilo spodaj, ob koreninah. V nasprotju z večino podzemelj je bilo slovansko še kar prijetno, polno zelenih ravnic in goveda, ki se je paslo. Ta idilični prizor je rahlo kvaril le bog Veles, ki se je občasno spremenil v orjaško kačo in se plazil vse povprek. Pionirska, Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Mestna knjižnica Ljubljana, podeljuje priznanje Zlata hruška 2019 prevedeni mladinski poučni knjigi Atlas mitov, ki jo je napisal Tiago de Moraes, prevedla pa Mojca Žnidaršič, knjigo je izdala založba Morfem Plus. Mikrofonu pa vabim predsednika strokovne komisije, dr. Sama Krefta, da nam prebere utemeljitev. V dobi interneta je ponudba podatkovno zgoščenih in grafično nazornih prikazov različnih tematik močno narasla. A spojiti ravno prav skope besede z ravno prav sugestivnimi risbami ni lahko. Zato izdelki pogosto obetajo več, kot ponudijo. Atlas mitov tudi prijetno preseneti. S premišljeno izbranimi drobci ljudskih bajk, pri čemer se zbor ne ustavi le pri grški klasiki in ameriški tradiciji, pač pa nam razgrne vso pahljačo zgodb, od Afrike do Oceanije in od starega Egipta do današnjih dni. Risba nazorno prikaže bistvene atribute obravnavanih božanstev in svetov, pri čemer moramo pohvalno omeniti kozmološke sheme, nekaj takega, ki nam zgradbo vsakega od mitoloških svetov jasno urišejo, preden nam postrežejo s konkretnimi zgodbicami. Atlas mitov je knjiga, ki z naborom eksotičnih junakov mladega bralca brž posrka vase in mu razburka domišljijo z njegovimi nadčloveškimi podvigi. Obenem pa mu potihem goji zanimanje za raznolikost človeških kultur po vsem svetu. Slovensko izdajo gre še posebej pohvaliti zaradi prevodov, ki so svojo točnost dolgujejo posvetov strokovnjaki. Toplo priporočamo. Slovesna podelitev, če kdo ne opazi. In slovesni podelitvi potem sledi še slovesno fotografiranje. Lični mahnati aranžmaji, primerni letnemu času. Koliko časa še v novembru, vas vprašam. Tako da zdaj pa še ena skupinska fotografija, če lahko prejemnic nagrade in komisije. Pa na sredo se malo bolj postavite, da boste v luči. In še en velik aplavz. Še malo na luč, če lahko spravim. Stopite na svetlobo. Bodi luč. In bila je luč in bila je fotografija drugi dan. Tako je. In upravni odbor Slovenskega knjižnega sejma je videl, da je dobro. Na odru naj se nam pridružita gospa Diana Pugršič in gospod Aljoša Harlamov.
dala zažret, vpraša mami. Kaj je tam? Nič. Aha, je pa dle skuta. Kje? Ja, kjele, kje bi pa bila? Kaj? V hladilniku? Le kje bi lahko bila skuta? Kakšna drama, mater. A ga ni stara? Je, treba jo pojesti do danes, glede na datum. Pa je pa lik za žofo. To bi dala, je pa kaj naj s tem naredim smoke? Jo bom rajš prepustil žofki. Se tudi meni zdi. Jo bom odprl, če že smrdi. In? Niti ne. Mal pokislam. Tudi okusno tak, ampak sam mal. Poj, dej to v skledo. Pomivam po tleh. Vse si tam, dej. Tukaj je ogabno, prav depro imam od tega. Od kdaj? Ne vem, vse se nekaj lima po tleh. Dejansko sem je se zuc opad, ko sem stopil na tanih črn flek. Veš, zraven korita. Dej že. Pa, če ti pravim, da imam vodo v ajmarju. Imaš vodo v ajmarju? A brada videla, hkrat bi pa lahko dala to skuto. A pa si imel ti to vodo v ajmarju še preden sva se začela ment? Jasem, da je. Hopla, kaj se pa dogaja? Nič, v depro padem, ker se mi limajo copati na tla. To je vse. Pa še psa ne futram. To je izkoriščanje. Daj že tisto skuto. To so ti razmere. Pionirska, Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Mestna knjižnica Ljubljana, podeljuje priznanje Zlata hruška 2019 prevedeni mladinski leposlovni knjigi Pes pa v smeh, ki jo je napisal Juraj Šebesta, prevedla pa Diana Pungaršič. Knjigo je izdala Cankarjeva založba in prosim predsednico strokovne komisije, gospod Tino Mahkota, da nam prebere utemeljitev. Vem, da bi veliko raje poslušali še pižamo in odlomke iz knjige, ampak komisija mora pač opraviti svoje delo do konca, zato mi dovolite, da preberem. Glas, slišati svoj glas, slišati svoje misli, kot bi govoril. Včasih samo en glas, ki se pogovarja sam s seboj. Ne pes, ne smeh, temveč prav ta glas, glas 15-letnega Tomaša, prvoosebnega pripovedovalca, ki ima kot vsak najstnik kup težav s sabo in z drugimi, drugi pa z njim, je glavna odlika in čar Šebestovega romana Pes pa v smeh. Večkrat nagrajeni prvenec je leta 2008 išel v slovaščini, v slovenščini pa zdaj domiselno in dodelano odzvanja in odmeva po zaslugi mojstrstva prevajalke Diane Pungaršič in Cankarjeve založbe, ki nam je z izdajo prevoda odstrla pogled v manj znani svet sodobnega slovaškega literarnega snovanja za najstnike. Šebestov Tomaš nenehno motri sebe in svet. Se zazira vase in v druge, premišlja, sklepa se svetu čudi, ga podaja, analizira, rezonira, razdira, se igra z jezikom in poustvarja različne glasove v najrazličnejših legah. Njegovim razigranim in mnogovrstnim registrom je prevajalka Diana Pungaršič virtuozno poiskala slovenske ustreznice in iznajdljivo poustvarila duhovito jezikovno tvarino. In to ne le svojim tankočutnim posluhom za pogovorni jezik najstnikov, temveč tudi z drugimi jezikovnimi sredstvi, ki jih nudijo gibčna slovenska skladnja, besedotvorje in različni načini zapisovanja slenga ter govorjenega in pogovornega jezika. Prav posebna odlika romana Pes pa v smeh je ta, da se avtor ne zadovolji ali omeji zgolj z verističnim in hudomušnim beleženjem stvarnosti, temveč prežema pripovedovalčev bezljavi in navidezno lahkotni besedni tok nevsiljiva, a zato nič manj tankočutna analiza postsocialistične stvarnosti šengenske Evrope, njenih frustracij in ambicij, klavernega dometa potrošništva, skrhanih medosebnih odnosov, iskanja medgeneracijske solidarnosti, ukvarjanja s preteklostjo, osamosvajanja. Zato se nam utegne zdeti slovaški Pes pa v smeh, mestoma tudi zelo slovenski. Čestitam. Priznati, da tamle na slovenski 25 so se nekaj naučil, da pasje knjige
prinašajo zlate hruške, ampak če je 26, pardon, ampak če je pasma poimenovana, pol se tudi ljudje pritožujejo, če pa na splošno, pa se pa vse v redu, pa nobenih pritožb širše javnosti. Ker naprej prosim, da malo bolj na luč. Tako je, še enkrat iskrene čestitke. Fotografije so, evo, tako da so vse. Zdaj pa naj se nam na odru pridružijo gospod Feri Lainšček, gospod Jure Engelsberger in gospa Irena Matko-Lukan. Tedaj je pred njo, kakor bi bila pravkar zrasla iz tal, zastala znana postava. Nagar, je kriknila, moj Nagar. Mu je kot Mesečeva stopila naproti in njegovi stisnjeni dlani sploh ni opazila osti, ki jo je nameraval z neizprosnim zamahom potisniti v srce. A tudi, če bi jo videla, ne bi verjela očem. Se je bil to vendar on, njen Nagar, ki se zmeraj vrača. In zopet so cveteli travniki in je žarelo nebo, koliko je bilo spodaj rož, toliko je bilo zgoraj zvest. Kar je bilo spodaj rast, je bilo zgoraj žar. Vsaj tako se je zdelo njo, ko se ga je oklenila in mu položila glavo v naročje. Izpustil je bodalo, stopil nanj in ga skril pod stopalom. Nameraval jo je ubiti, a nekaj ga je ustavilo. Čeprav tega zdaj ni zmogel, se je počutil, kot da je to zares napravil. Njo, ki jo je sovražil, je bila mrtva in ni žaloval za njo. Njo, ki jo je ljubil, pa se ga je vsa drgetaval prijemala in ga poljubljala po obrazu. Vzel jo je naročje, jo zavihtel še višje, jo dvignil prav pod nebo in volčje zatulil v noč. Pionirska, Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Mestna knjižnica Ljubljana, podeljuje priznanje Zlata hruška 2019 izvirni slovenski mladinski leposlovni knjigi Prvotnost, ki jo je napisal Feri Lainšček, ilustriral pa Jure Engelsberger, knjigo je izdala založba Mladinska knjiga. Prosim predsednico strokovne komisije, gospod Tino Mahkota, da nam prebere utemeljitev. Atlasa mitov k mitu samemu, a komisiji nista bili nič usklajeni, tako je naneslo. Prvotnost je celostna knjižna mojstrovina. Besedilo, ki ga označuje za knjigo svojega življenja, je Feri Lainšček v pričujoči izdaji založbe Mladinska knjiga pregnetel že tretjič. Namen njegovih zadnjih slogovnih in vsebinskih popravkov je bil, da bi prazgodovinski svet deklice Njo prevedel iz jezika pradavnih magov v bolj razumljiv literarni jezik našega časa. Z njim avtor nagovarja predvsem zahtevnejše mlade bralce. Kljub tokrat pomirjujočemu koncu Lainščkovo poetično besedilo ohranja arhetipsko vsebino, polno skrivnostnih magičnih besed in mitsko atmosfero, ubesedeno skorajda obrednim jezikom. Vrhunska je tudi nadgradnja besedila z likovno interpretacijo Jureta Engelsbergerja. V zahtevni tehniki akvarela in barvnega svinčnika je ilustrator med studioznim druženjem za zahtevnim besedilom doživel po lastnih besedah umetniško iniciacijo in ustvarjalno zorenje, obogateno z življenjskim spoznanjem ali dvema. Knjigo spremlja tudi kratka, a vsebinsko poglobljena spremna beseda Darke Tancer-Kajnih. Prvotnost je res da pripoved o nekih davnih časih, a je njeno sporočilo o človeku kot iskalcu presežnega brezčasno. Branje prvotnosti za intuicijo in domišljijo ponuja vrhunsko literarno izkušnjo. Čestitam.
Fotografija, seveda. Iskrene smo, lahko znova sedate. Tako, priznanja so podeljena. Preden pa začnemo pogovor s tistimi, ki so te knjige ustvarili, prisluhnimo še pesmi Ferija Lainščka Ljubi me, ko sonce sije v izvedbi glasbenice Ditke. Iskrene čestitke vsem nagrajencem, tudi v mojem imenu, pa še posebej tebi, Feri. V sebi čutim še daljave in nemir minulih let. Le ob tebi se prebujam, kakor se odpira cvet. Včasih slišim klic demonov in nebeški smeh kitar. S tabo pa postavljam ure, ki žene čas vladar. Ljubi me, ko sonce sije, me kot dež poljublje spet. Naj angel naj se vrača k reki, še čez 1000 let. Ritem bobnov, ki donijo, in nad mestom rock and roll. Ladja, ki v nebo se dviga, zopet išče nov pomol. Vse se znova naj začenja in se tudi spet konča. Zmeraj naj ljubezen najde pot, ki vodi do srca. Žive so stopinje v prahu in skrivnosti so v sledih. Dolgo že potuje iskra, ki jo nosi da v oči. Ljubi me, ko sonce sije, me kot dež poljubljen spet. Naj angel naj se vrača k reki, še čez 1000 let. Še čez 1000 let. Hvala lepa. Najlepša hvala Ditki za vso današnjo glasbo.
Zdaj pa lep pozdrav Feriju Lainščku, ki nas zapušča in odhaja na druge zadolžitve. Sledi pa pogovor z avtorji, kot omenjeno, zdaj se bo na odru čudežno pojavila miza, pojavili se bodo stoli, kar po zraku letajo. Matildo smo prosili, da nam s pomočjo telekineze pripravi tale oder. Jaz mislim, da vseeno, da si neutrudni tehnični delavci Cankarjevega doma zaslužijo tudi en velik aplavz za vse stvari. Bomo postavili, jaz pa bom semle gor na oder v svojo družbo povabil Mojco Žnidaršič, prevajalko Atlasa mitov. Dijano Pungršič, prevajalko knjige Pes pa v smeh. Ireno Matko Lukan, urednico Prvotnosti. Ja, tako, upam, da si zverzirala na glas. In pa Jureta Engelsbergerja, ilustratorja Prvotnosti. Opa, kralj zdrži, Rex dela. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. V nasprotju s pogovori, kakor so potekali v prejšnjih letih, ko smo običajno cikcakali sem in tja, smo se letos pionirsko dogovorili, da se bomo posvetili vsaki knjigi posebej, tako da jo res lahko v tistih 4 minutah, ki so ji namenjene, jo lahko podrobneje spoznamo. Tako da bi se najprej kar obrnil k Mojci Žnidaršič in Atlasu mitov. Naj najprej povem, da me je tale Atlas mitov zelo, zelo navdušil, oziroma še bolj kot mene je navdušil mojega 7-letnega sina, ker ko sem ga prinesel zadnjič domov, da se bom pripravljal na ta pogovor in sem ga odložil na mizo, nisem prišel več potem do njega, ker smo ravno v tej fazi, ko smo znavali Herkule, pa kdo so meduze bile in te stvari so morala potem vse stvari, ki jih pozna iz drugih knjig, poiskati. Pa bi najprej vprašal, koliko je pravzaprav bilo tukaj, kot smo slišali tudi v sami obrazložitvi, nekega sodelovanja z drugimi strokovnjaki za pomoč pri prevodu. To tudi jaz enkrat sem prevajal neko te ameriške bogove, kjer je polno, ampak recimo za odstotek božanstv, ki so tukaj, koliko enega iskanja to potegne za sabo. Koliko je bilo v resnici, se pravi, zadaj nekih pogovorov, strokovnjaki, ste jih morali sami iskati, da je tukaj založba bila tista, ki se je ponudila in vlekla niti potem pač mikrofonika. Ja, tukaj je zelo veliko vlogo naredila založnica, ki je poiskala potem po prevodu in vseh mojih težavah strokovnjake za vsakega posameznega področja, da so pomagali. Nekatere stvari so bile sploh prvič slovenjene, tako da je knjiga res, mislim, verodostojna, drži tako. Bilo je pa ogromno raziskovanja. V eni fazi prevoda sem bila polno mizo že obstoječih priročnikov o mitologijah, ki se ne ujemajo vedno, tako da. Je bilo še drugo, kako je prišlo potem, ja, mogoče, če so bili že prejšnji viri razlikujoči si, na kateri točki, kje ste se pol odločili za neko poenotenje? Katerega izbrati? Velikokrat je bilo tako, da so ostali na koncu v opombah za gospo Heleno 2 ali 3 različna poimenovanja, včasih so se razlikovala v eni sami črki, pa je potem po svetu za strokovnjaki so se odločili, ta je pa tisti pravi vendar. In kaj bo mogoče, zanimivost tukaj je res, da se te ne osredotočajo samo nekaj na evropocentrične mite in legende, ampak da dejansko se sprehajamo po vsem svetu. Kjer so vam mogoče tisti
ki so vas med samim prvim branjem knjige in potem prevajanjem tako najbolj presenetili, ne, od teh, ki jih niste poznali doslej? Evropski miti, ki so bili zelo taki, se mi zdi. Zdaj, kakšna stvar, ki bi jo izpostavili pri njih? Ne vem. Mislim, na splošno je bilo zanimivo in pri vsaki mitologiji je ta zgodba o ustvarjenju sveta, pa nastanku, pa sploh, ne vem, različnih ravneh teh božanstev. Tako da na splošno je bilo povsod kaj zanimivega. Nikjer ne morem reči, da sem vedela vse. Ampak kljub temu, ne, da je pač namenjen mladim, pa vseeno pa ostajajo potem tudi vse te malček bolj nenavadne prakse, ki so jih bogovi, ne, med seboj opravljali, bodisi sorodstvene povezave, bodisi recimo neke kulinarične, ne, posebnosti, ponavadi v družinskih navezavah. Ni toki, da bi šlo za neko olepšavanje pa omiljanje izvirnih zgodb, ampak mislim, da so predstavljene tako zelo realistično v izvirniku, kot tukaj, no. Vse tudi krute stvari niso nič olepšane, prilagojene mlajšim bralcem. Super, jaz želim temu atlasu, da veliko otrok prime v roke, da se sprehaja po njem, naj živi in mogoče potem še kakšno nadaljevanje, kajti mislim, da atlas, če ne mitov, pa kakšnih drugih zgodb, definitivno je še polno veliko takih con, ki jih lahko predstavimo najmlajšim. Res je, hvala. Najlepša hvala. Diana pa je prevedla Pes pa v smeh. Mi smo, za začetek smo slišali v obrazložitvi, da so te zgodbe, ki se jim dogajajo, tako podobne našim zgodbam, da je knjiga delno tudi slovenska, čeprav se Slovaki rečejo, da je slovenska. Kako sem se pohvalil s tem ohlapnim znanjem slovanskih jezikov. Še nekaj gotovo, nekaj besed je takih, ki bi se lahko pohvalil. Tako da, me zanima, kaj je bilo res mogoče pri branju, potem pri vaju, kaj so tiste stvari, ki so bile pa jaz, to bi se pa lahko pravzaprav tudi je naše okolje, ne? Mislim, da se odraščanje ne razlikuje tako zelo v Evropi ali v zahodnem svetu, glede na posamezne države, tako da absolutno ves ta proces z vsemi temi viharji, ki pridejo, z vsemi hormoni, problemi v šoli, starši, puncami, odraščanjem so zelo sorodni, tako da na tej ravni ni nobenih težav z identifikacijo. Sicer pa sam jezik, kot smo slišali tudi v recimo izpostavljenem dialogu, zelo živ, zelo naslonjenoč tako na narečje kot na sleng. Kako težko je bilo ujeti to živo govorico, ker pač vemo, da vseeno imamo še dostikrat je tako malo strah pred čistim zapisom nekih neknjižnih oblik jezika. Koliko je šlo tukaj nekega razmisleka, do katere ravni potem fonetično še prilagajati? Gotovo je bilo tukaj kar dosti razmišljanja, kako zapisovati stvari, do katere meje se spustiti, recimo sploh v teh nižjih registrih, imamo včasih malo nekaj zadržka. In se moram zahvaliti tudi uredniku in založbi, da ni časovno pritiskala. V bistvu mislim, da vsakemu prevodu zelo koristi, če malo odleži. Tako da pri tej knjigi se je ravno to zgodilo, da sem ga nekje, mislim, da recimo imela prevedenega vsaj na 70% in potem se mi je ostalo, ker sem imela neke druge obveznosti in potem sem se znova lotila in mislim, da z drugačnim očesom v to vstopila. Je bilo pa gotovo velik izziv, jezikovni znova, sicer sem imela že pred tem eno izkušnjo tudi s precej radikalno govorico,
Ampak tukaj je bil izziv sploh razvozlati jezik, tako da sem se na koncu tudi zahvalila mojemu glavnemu informantu na Slovaškem in to so pregorevali messengerji in vsi možni kanali, ker jaz obvladam slovaško, ampak to so registri, ki so novi, tudi moji prijatelji, kolegi ne govorijo o tem jeziku in potem točno zadet. Je pa tako, da se potem s časom sprosti človek in vidiš, ok, zdaj poznaš lik, se v njega znaš uživeti in tako se da potem. In če so bili slovaško tem informatorji, ki so pomagali z registri, koliko je bilo pa potem informatorjev, pa tukaj tudi mogoče zdaj, je bilo tudi na slovenski strani kakšen informator za ta najstniški slang, ker kot ste videli pri prevajalcih, se tudi sam pri sebi opazil, da so vsi na koncu kaj slang, pa običajno želimo vračati v neka svoja najstniška leta, ki pa niso nujno časovno ustrezna tem dogajanjem. Točno, to je bil tudi moj strah, da bom jaz kakšne zdaj zgrešila totalno, tako da na srečo imam tudi precej mlajšo sestro, pa nekaj sorodstva mlajšega, pa malo sem seveda tudi napneš uho, sploh, kadar si v takem prevodu, da nisem šla v svoja leta najstniška. Tamala, jaz organiziram tebi žur, sam jaz bom tam pa poslušam, kaj govorite. Ja, tako, nekaj v tem smislu. Potem je pa seveda tudi to, vedno, zdaj kako bomo naredili, jaz sem v eno narečje rojena, to knjiga ne bi naslavljala več, pač celotno populacijo, dogaja se v glavnem mestu, tudi to potem tehta človek, vedno nek kompromis iščeš, ampak še vedno, da bi bilo pa to vseeno dovolj prepričljivo, da je žmohtno. Da je žmohtno, ja, in definitivno ta knjiga diha zelo žmohtno. Tako da na še veliko takih jezikovnih izzivov, ki pa da bo dobra linija slovaško. Hvala. Najlepša hvala. Irena, če stopimo k tejle prvotnosti, zdaj si se znašla na odru, ker je Feri oddirjal naprej. Kdaj je prišla pravzaprav sploh zamisel uvrstiti prvotnost, ki je sicer v drugi obliki že išla v program? Kaj je bilo tisto, da ste rekli, zdaj pa to pa moramo še enkrat? Ja, po nas marsikakšna knjiga kar dolgo časa obleži na tak ali drugačen način. In v bistvu je Feri kar nekaj let nazaj, kar skoraj 5 let, mi je enkrat pripovedoval, kako je ta knjiga, tako kot je tudi prej Tina v obrazložitvi povedala, na nek način knjiga njegovega življenja. On se od začetka svojega odraščanja nekako naslanja na Junga, raziskuje pač te arhetipe, skupnost, vprašanja bivanja, ljubezni, sobivanja. In njemu se je zdelo, da je to tematika, ki pravzaprav nagovarja zelo mladega človeka. Takrat, ko se začne s tem soočati, v kakšnem svetu sploh živi in v kakšni skupnosti in kako navezati stike, recimo ljubezenske, in da ga to tako zelo preganja, da ta knjiga bi mogla nagovarjati mlade. No, in potem sem jo jaz takrat šele prvič prebrala, prej jo nisem brala, in pa Pavlo Čakar je tudi bral, pa še Alenka. In v bistvu je ta knjiga taka, da ko začneš to brati, kar težko noter padeš. Potem se moš pa kar prepustiti temu jeziku, Ferijevemu, ritmičnemu, poetičnemu, na nek način kar eni taki intuiciji in ne smeš preveč razmišljati na začetku. In to potem te kar potegne noter in potem se nama je s Pavletom zazdelo, da če bi bila to tudi tako zelo bogato upodobljena knjiga, da bi mogoče res nagovorila mlade bralce. No, ampak vendarle, ko sem jo brala drugič in tretjič, že ko smo se že odločila s Ferijem, da to naredimo, se je meni zdelo, da mogoče bi bilo le dobro, da Feri gre še enkrat, že tretjič pravzaprav. On je rekel sicer, da je šel še večkrat, ampak da tudi jezikovno, Jure je bral seveda tisto prvo verzijo. Potem bomo tudi še kasneje. In je potem to trajalo, mislim, da kar kakšno leto, da je Feri s to knjigo spet ponovno živel. In potem je nekako prišlo do te verzije, medtem je pa seveda Jure to slikal, o tem bo povedal on.
In tako je potem nastala ta verzija, ta različica. In potem na nek način je to res knjiga, ki je za res mogoče majčkeno bolj zahtevne bralce, ampak kljub temu smo se mi odločili, ker Feri je en tak zelo plodovit ustvarjalec, ampak ker je tako to knjiga njegovega življenja, da smo prevedli tudi v angleščino. In potem v angleščino je prevajala Erika Johnson Debeljak in je tudi, pravzaprav bi to za njo tudi kar trd oreh, kako ujeti ta ritem, recimo, ki je na nek način dogaja se 6000 let nazaj v predzgodovino in skratka so res eni take povedi, celi sklopi, ki je treba kar nekako ujeti, no, in to ni tako lahko. No. Dejansko je mogoče lahko rekel, da tukaj so pokrajine se tudi zelo izmenjujejo noter, ampak ravno ta ritem, ki si ga omenila, te pripovedi, zdaj mislim, da imeli smo pred leti, bi mogoče izpostavil tudi ena knjiga, ki je bila recimo Močvirniki. Je bila tudi knjiga, ki te je prisilila, da te je vzela iz tega vrveža in te je čist svojim tokom postavila v neko zelo drugo, zelo prvinsko okolje in se zdi, da te pravzaprav res, da si ne predstavljaš nekoga, ki bi bil obkrožen z nekim urbanim vrvenjem stalno, ampak da je moral nekdo, ki je iz teh počasnih morinih meandrov, da nas lahko postavi nazaj v neko to upočasnjeno, meditativno skoraj da stanje. Ja, to si zanimivo primerjavo našel, s tem, da pri Močvirnikih je šlo za en svet sožitja, neke lepote, nečesa, kjer se vse ustavi, kjer greš v vso to podrast. Tu gre pa za zelo človeške teme v smislu ljubezni in sovraštva, sile, mnogo temnega, tudi mnogo svetlega. Recimo, mene je kar preganjala ta Njo, kar si prej tisti zadnji odlomek prebral, in ta njuna vez z Nagrom. Predvsem v smislu ta Njo, najbolj me ta del, mogoče zato, ker sem ženska, ne vem, videla, kaj bo Jure rekel, na nek način ta njena moč v tem včasih zelo krutem svetu, polnem nekega žrtvovanja, tudi moškemu svetu. No? Tako da je tudi malo to preizpraševanje in meni je bilo kar dobro, da jo je na koncu Feri še malo dodatno odprl vrata. No? Tako. In tukaj gre za te odnose moški-ženska in so včasih taki, niso preprosti, niso svetli, so pa zelo močni. No? Najlepša hvala, Irena, in zdaj še k Juretu. Živijo. Vprašam. Evo, recimo, če tisto, kar je rekla Irena, kaj je najbolj preganjalo, kaj je tebe najbolj preganjalo, razen rokov? Preganjalo me je, imel sem neko moralno zavezanost, da upravičim dejstvo, da je pisatelj to knjigo pisal verjetno tudi več kot nekaj let, in da je moram jaz nekako temu zadostiti v parih mesecih, da bi bil nekako tako dober kot je on. In jaz sem v tej knjigi res prepoznal res brutalno genialnost, poetičnost, vse to in tega nisem bil vajen. Tako da sem nekako čutil neko dolžnost, da na hitro odrastem in to se je potem začelo zapletati, ker pač to ne gre hitro. Mogoče čisto kako je prišlo, že tehnika, ki se je uporabljal, je zelo posebna in predvsem kljub temu tvojemu delu prejšnje, ki je bilo tudi zelo digitalno, na trenutke pač tukaj je pa vse pač naravno, kako hočemo reči. Nekako tudi, jaz sem poskusil več tehnik, sem preizkušal, tako da sem se tudi digitalno olje, akril in vse tako, ampak potem nekako je kar prišlo samo od sebe, da tudi zaradi leitmotiva, ker v knjigi je v bistvu ta voda in je nenehno prisotna in potem tudi te vodene barvice, akvarel je nekako bil čisto naravna posledica tega dejstva, da sem se pol obrnil v to smer. Se je pa tudi to zgodilo potem ti, ker kot je Irena povedala, da je vmes potem Feri šel še enkrat čez besedilo, ga to delal, pokrajšal, spremenil. Ti si začel delati starejšo različico. Kako si pa ti doživel pravzaprav to, da se ti
ne vem, na sredi priprav, na sredi dela besedilo spremeni? Ja, jaz sem po dolgem času tega mozganja in nekih teh asociacij oziroma iniciacij v to ilustratorsko nalogo, sem pa to končno začel delati. Stran sem mogel tudi vse naloge, ki so bile trivialne, se pravi, recimo, mogel sem risati ilustracije burekov, mogel sem risati neke stripe za finančne revije. To je bilo v bistvu vse skregan z to poetiko, ki je tukaj pač knjiga zahtevala od mene. Tako da... A je kje všel kakšen burek? Mislim, ja, pač to je vse podlaga, ki mi pomaga, tako rekoč. No, ampak to, kar si rekel, ta tekst, da se je spremenil, to me je ubilo, seveda me je ubilo. Jaz sem bil na to knjigo čisto navezan, ker sem jo vzel za svojo in tudi vsako stvar, ki jo ilustriram, moram vzeti za svojo. Tudi, ker sem včasih delal za bende, recimo CD-je, vidke, pa plakate, pa to, če mi muska ni bila všeč, sem zelo trpel, no. Tako da v tem primeru sem bil v knjigo totalno zaljubljen. Ta prvi rokopis, oziroma ta, ki sem ga dobil, to prvo različico, sem znal skoraj na pamet in me potem zelo prizadel, ker je Feri ven vzel res dobre stvari. Tako da, če bi radi videli cel ta opus, oziroma celotno sliko imelo te genialnosti tega zapisa, si mogoče še preverite to prvo verzijo iz leta 2003, ki ima pa tudi drugačen konec. In ravno to si omenil mogoče še, kogar zanima, ne omenimo, da je Jure popisal ves ta ustvarjalni proces v otrokih knjigah. In tam noter sem pravzaprav videl tudi, da si zelo veliko nekega raziskovanja v naravi potreboval za to, da si kar orang se nahodil med iskanjem. Ja, v bistvu vsako delo na področju ilustracije zahteva raziskavo in tudi sam sem se spustil v to. Sploh zato, ker sem vedel, da je to ena Ferijevih najljubših knjig, da jo je pisal dolg časa, da je navezan na njo in sem tudi pač hotel zadostiti tem kriterijem. Zato sem šel raziskovati vse od starovercev do rečne botanike, do anatomije ljudi in tako naprej. Tako da to na nek način je bilo koristno, ampak hkrati sem pa potem to mogel tudi opustiti. In sem mogel nekako čisto intuitivno vršiti v risanje tega, brez da bi me obremenjevali te velike količine knjig in materijala, ki sem ga preštudiral. In omenil si recimo človeško anatomijo, tudi tukaj se pojavlja kar nekaj prizorov in golote in tudi spolnih odnosov. Kako si pa recimo do tega kadriranja nekako pristopil, kako te stvari pokazati, ker vseeno pač gre za mlado publiko, verjetno ne neke popolne eksplicitnosti tukaj ni šlo pričakovati, verjetno tudi že zaradi samega besedila mu ne pritiče, da bi bilo vse nazorno prikazano. Besedilo je že tako močno, da te že ono v bistvu vzburi, tako da to, kar sem jaz naredil, je samo še v bistvu neka glazura na vse to, tako da... Ta glazura se zelo čuda sliši v tem kontekstu, sam to pomenim. Češnja na torti mogoče. Tako da preden zapadamo kamorkoli. Jaz sem res, potem ko si boste prebrali prevodno, skrbljali te krasne ilustracije, dajte stopiti do te revije, ker je res ves proces bil zelo zanimiv. Jaz vsem štirim se zahvaljujem za prisotnost, čestitam za hruške, naj se še omedijo, naj še obrodijo, naberite jih vsak za en poln pehar, toliko težek, da ga tudi ta najbolj lačen medved ne bo mogel odnesti. Vam pa vsem skupaj najlepša hvala za prisotnost. Ustvarjajte in berite kakovostno otroško in mladinsko literaturo še naprej in ob letu Osorej se vidimo z novo bero hrušk in najlepša hvala za konec tudi naši tolmački, ki je vse skupaj tolmačila v znakovno govorico, tako da so letos hruške zaživele v povsem novem jeziku. Hvala vsem in se videvamo še teh nekaj dni po hodnikih Cankarjeva.